Probiotiki vplivajo na razmerje dobrih in slabih bakterij v črevesju. Črevesu pomaga, da ne pride do pretiranega razrasta slabih bakterij in glivic, s čimer se ohranja zdravje črevesja. To je povezano tudi z boljšo prebavo in dobro absorpcijo hranil. Ker pa je črevo sedež imunskega sistema, je zdravo črevo ključno za močan imunski sistem, ki nas obvaruje pred boleznimi. Odvisno od težav lahko pozitivne učinke začnemo čutiti praktično še isti dan, ko jih začnemo jemati. Pri nekaterih se umiri driska, spet drugih gre da takoj lažje na veliko potrebo. Pri težjih težavah jih moramo jemati vsaj 2 meseca, toliko jih priporočamo tudi pri malincenih imunobiotikih. Vsaj 2 meseca jih moramo jemati tudi v primeru težav s kožo, alergijah, dermatitisih, pogosto je pa dobro, da jih jemljemo še dlje. Zdravo črevo namreč vpliva tudi na videz naše kože. Probiotike je najbolje jemati pred kosilom ali večerjo. Hrana poskrbi, da mikrobiološke kulture v probiotikih čim hitreje dosežejo mesto, kjer so najbolj potrebne, torej tanko črevo. Jemanje probiotikov po obroku ali na prazen želodec ni priporočljivo, saj je v želodcu takrat največ kisline, ki lahko mikrobiološke kulture ubije. Tako preprečimo tudi morebitno napenjanje. Med jemanjem probiotikov in antibiotikov naj mineta vsaj 2 uri. Če bomo vzeli antibiotike in probiotike skupaj, bo antibiotik uničil dobre kulture, naš namen pa je ravno, da mikrobiološke kulture ohranimo žive. Probiotike je priporočljivo jemati vsaj 2 meseca, kasneje pa jih priporočljivo jemati kot preventivo ob menjavi letnega časa oziroma ob spremembah, ponovnih težavah. Lahko pa jih uživamo tudi neprekinjeno. Zadnje raziskave so namreč pokazale, da naj bi mikrobiološke kulture uživali 2 leti, če želimo vzpostaviti dolgoročno stabilno črevesno floro. Mikrobiološke kulture so namreč naravni del črevesne mikroflore. Probiotiki driske ne povzročajo, pomagajo pa v primeru, da oseba ima. Delujejo tako, da uravnavajo odvajanje. Tisti, ki so zaprti, lahko v normalni mikroflori lažje odvajajo, tisti, ki imajo zaradi različnih razlogov drisko in druge prebavne motnje, pa te težave z mikrobiološkimi kulturami lažje odpravijo. Mnogo težav v našem telesu je povezanih s črevesjem. Ena od njih je povezana z vaginalnimi vnetji, zato v tem primeru priporočamo redno jemanje probiotikov. Mikrobiološke kulture namreč poskrbijo za zdravo črevesno mikrofloro, te posledično na zdravo mikrofloro sluznic, kakršna je tudi sluznica naših najbolj intimnih predelov. Ravnovesje tam je zelo delikatno in se hitro poruši. Ravno porušenje pa vodi v vnetja, zato moramo poskrbeti, da telesu ponudimo dovolj mikrobioloških kultur, da to ravnovesje ohranjamo zdravo. Probiotiki so pri sindromu razdražljivega črevesja zelo priporočljivi, ker lahko omilijo bolečine v trebuhu in uravnajo črevesno mikrofloro, ki je pri tovrstnih težavah običajno zelo porušena. Malincine imunobiotike sestavljajo 16 edinstvenih mikrobioloških sevov, ki zagotavljajo kar 20 milijard živih kultur na kapsulo. Probiotiki lahko s pomočjo teh živih kultur omilijo tudi morebitne driske, zaprtja, napihovanje, ki jih povzroči sindrom razdražljivega črevesja. Probiotiki ne vplivajo na rast ali izgubo apetita, vplivajo pa na normalno presnovo, ki je pri hujšanju izjemnega pomena. Zdravje črevesa vpliva tudi na številne druge procese, ki so povezani z zdravo težo, med drugim tudi na hormone, pa na redno in pravilno odvajanje blata. Probiotiki so v času nosečnosti in dojenja zelo zaželeni, vsekakor pa jemanje ne vpliva na dojenčka. Mikrobiološke kulture, kakršne vsebujejo tudi imunobiotiki, bodo koristile dojenčku.